Prisrčen pozdrav še z komentatorskega mesta na mestnem stadionu v Ajdovščini. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Drugo srečanje v 22. krogu bosta čez nekaj minut začela kluba z različnih koncev lestvice. 8. uvrščeno Primorje gosti 3. uvrščeni Maribor. Sinovi Burje se borijo za to, da se izognejo dodatnim kvalifikacijam za obstanek. Vijolice se nahajajo v dirki za naslov podprvaka, morda tudi še prvaka. Je pa res, da z dvema tekmama v dobrem Maribor za vodilnim Celjem zaostaja za 15 točk, kar je upoštevajoč igralski kader in tudi formo Celjanov bržkone že previsok zaostanek, da bi se rekordni prvak še lahko potegoval za svojo 17. zvezdnico. Cipot s prodorom v kazenski prostor, obetavna akcija Tija Cipota, podaja in vendarle je bil to strel na koncu. Maribor pa vodi na začetku 10. minute z 1-0. Prvenec Tija Cipota v dresu Maribora v 3. nastopu za klub. Samostojen prodor bivšega nogometaša graškega GAK-ja in Specije in seveda tudi Mure, s katero je bil tudi državni prvak. Tu bomo videli še enkrat prodor mladega slovenskega reprezentanta in na koncu sprva se mi je zdelo, mislim, da je tudi Cipot želel podati, pa se je žoga potem odbila od domačega branilca in končala za hrbtom Tonija Macana. Vodstvo Maribora torej z 1-0. Wiesinger, dobra ideja, podaja proti Odžu, priložnost je to, Macan pa brani. Znova Odžo, v igri 1-1 je zelo dober, še i Odžo in nova nevarna akcija Maribora. Nekdaj tudi kapetan Brava, zdaj je žoga zavila kar proti vratom in veliko dela je imel Toni Macan. Repas in Bumbič, ostra žoga pred vrata, Odžo jo je zgrešil, potem pa povratna podaja in Španring strelja mimo gola. V Cipotu, zdaj pa Unovič, Wiesinger, Odžo pred vrata in gol! 2-0 v 32. minuti. David Pejčič znova v polno. Maribor je povišal prednost. Veselje seveda tudi Fedže Dudića ob igrišču. 4. gol ob 3 asistencah na 13 tekmah za 18-letnega Davida Pejčiča. Najprej prodor Wiesingerja, potem pa je asistenco vknjižil še i Odžo. Krasna podaja Angleža in malce so domači pozabili na Pejčiča, na robu vratarjevega prostora. Če se ne motim, je tole prvi zadetek z glavo Pejčiča v dresu Maribora. Zdaj že komfortna prednost Bumbiča. Bumbič lahko tudi strelja in vratnico je zadev Čedomir Bumbič. Ostaja 0-2. Lepo brat Pejčiča, potem Repas. Lepo prodira Jan Repas in na to strel mimo gola. Proti bližnji vratnici nevaren poskus Demiroviča. Klemenčič. Demirovič preigrava, Demirovič strelja z razdalje in kakšna obramba Juga. Odličen udarec Demiroviča. Spravil je žogo do Strajnarja, potem pa Kadrič mimo Rekika, ne pa tudi mimo Kranjca. In rdeči karton. Rdeči karton za Omarja Rekika. To pa je zdaj kot strela z jasnega udarilo. Moram priznati, da nisem bil pozoren
za kakšen prekršek je šlo. Tule Feđa Dudić kaže, da si je treba ogledati posnetek. No, vendarle je bil poklican k monitorju današnji glavni sodnik Denis Šabanagić. Rekik je šel medtem že z igrišča, ne vem, ali je šel že v garderobo in bo moral priti nazaj. Ne zdi se mi, da je tu šlo za konkreten stik. Ne vem, težko ocenim. Podplat je bil sicer dvignjen, ampak kot rečeno, to bodo seveda že ocenili za to usposobljeni ljudje in videli bomo, kakšna odločitev bo. No, ohranil je odločitev, ki jo je sprejel na igrišču. Malo bomo še igrali, ker se je malce stvar zavlekla. No in to je priložnost za Rafija. Rafiju, na drugi strani Strajnar do strela, mimo gola. Tijo Cipot, najprej čestitke za prvenec v dresu Maribora. Za uvod bi vas prosil za krajši komentar današnjega obračuna proti Primorju. Najlepše hvala za čestitke. Zelo sem vesel, da sem zadel svoj prvi gol. Imel sem še nekaj šans, katere bom realiziral v prihodnosti. Tekma je bila težka tekma. Mi smo se dobro pripravili, dobro smo vedeli, kaj bodo oni počeli. Imeli smo svoje naloge in v prvem polčasu smo res izdominirali. Imeli smo svoje šanse in pol smo samo mirno odvodili tekmo do kraja. Če se spomnimo malce vašega zadetka, zdelo se je, kot da se vam je odprla prosta pot do vrat. Nekako ste se sprehodili, na to udarili in žoga je končala v mreži. Ja, mislim, da ko 100% verjamem v sebe, so take akcije mogoče in malo sreče pri zaključku, ampak gol je gol. Tijo, najlepša hvala in pa srečno nadaljevanje. Hvala. Tilen Klemenčič, srečanje z Mariborom se je končalo z 2-0 v prid gostov. Rezultat je bil postavljen že v prvem polčasu. Kako ste sami videli ta obračun, kakšen bi bil vaš komentar? Pa ja, videli smo, da nas čaka težka tekma. Mogoče z naše strani res malce slabši vstop v tekmo. Temu je tudi botrovalo k tem dvema zadetkoma, na to pa mislim, da smo vzpostavili tudi neko ravnovesje, prišli do svojih priložnosti. Nažalost ostale neizkoriščene in ja, nažalost so šle 3 točke v Maribor. Če pogledamo zadetka iz prvega polčasa, se je tudi vam zdelo, da so gosti nekako prelahko prišli do tega zadetka? Tisti prvi od Cipota sam v kazenskem prostoru? Pa ja, mislim, da tako kot sem že prej rekel, da res nekako malo slabši vstop v tekmo energetsko in ja, tudi v teh duelih mogoče so dobivali prelahko te duele, premalo faulov smo naredili in so prelahko prehajali do nekih situacij in k temu so tudi zadeli prvi zadetek. Sedaj nekaj časa za počitek, na to pa tekma z Radomljami, nova borba za pomembne točke. Ja, vemo, da je vsaka tekma težka, moramo se dobro spočiti, dobro zanalizirati in iti na vse 3 točke proti Radomljam. Tilen, hvala in srečno. Čestitke za pobjedu 2-0 protiv Primorja. Kako ste osjetili ovu utakmicu? Pa čestitke prije svega mojim momcima, mislim jedna dobra kontrolisana utakmica. Od prvog minuta htjeli smo da diktiramo tempo na utakmici i mislim da tako smo se postavili, stvorili u prvom poluvremenu veliki broj prilika. Morali smo možda prije nešto to da zabijemo, da riješimo i onda drugo poluvreme 3 situacije za 3-0 stativa Bumbića, jedan repas kad izlazi malo iskusa na golmana i poslije Tijo Cipot iz kontranapada. Moramo te neke 3 situacije zabiti gol, jer ne kaže se džaba 2-0 i najgori, najteži rezultat. Osjetili smo mi to na svojoj koži protiv Aluminija, kada smo 2-0 okrenuli i prosuli u 2-3. Dobar protivnik koji želi da igra, koji se nadigrava, koji igra na specifičan način. Ovdje teško se odnose ovdje bodovi u specifičan teren, tako da moram zaista da budem zadovoljan. Žao mi je za ovaj zadnji minut, nepotreban crveni karton. Bez veze ostajemo sad bez Omara na neki period. Tamam se vratio iz povrede, krenuo je da trenira dobro i okej, ali eto, tako se to desi. Sudac je procijenio da je to tako, moramo da poštujemo njegovu odluku. Ako je on pozvan za VAR i vidio da je to, ja poštujem njegovu odluku. Ako pogledamo i akcije iz prvog polovremena, znači oba pogotka počela su sa akcijama nekako s boka. Prvi taj, kad je Cipot ušao, sa druge strane oduzeta lopta, pa onda centar šut, vrlo slične akcije.
Pa vrlo slična akcija zato što ovdje kad protivnik igra u rombu sigurno da najviše prostora ostavlja na boku i to smo težili kroz čitavu sedmicu i ako se sjećate u najavi utakmice rekao sam da danas moramo da dobijemo utakmicu u tranziciji po osvojenoj lopti. Mislim da je taj segment i presudio kad je Seri oduzeo loptu, tako smo dali jedan od golova. Jednostavno otvara se ovo kako imaš prednost u posjedu lopte, imaš jednog viška igrača unutra, tako imaš malo problema na strani kad trebaš da se braniš i sigurno da smo htjeli što više puta i ko gleda utakmicu koju je pratio vidio je da smo puno puta okrenuli s jedne na drugu stranu i tako probali da napravimo neki višak. Još jedna dobra vijest za vas, prvi strelac Tete već druga utakmica za redom ulazi u igru. Kako ste zadovoljni njegovom rehabilitacijom, kad će biti možda spreman za više minuta? Pa Tete trenutno je u fazi još nekog oporavka, nagrađujemo ga za njegov trening i to je to, nije još spreman naravno da igra sve, ali tu je uz ekipu i dajemo mu sad, kažem, nagradu za ovaj njegov rad. Naravno u skorije neko vrijeme sigurno da će biti još spremniji da dobije veću minutažu. Hvala i sretno. Hvala. Anđelković, srečanje z Mariborom se je končalo s porazom, z 2-0. Kakšen je vaš vtis po tej tekmi? Ja, kot ste rekli, imamo mogoče malo grenek preokus. Prvi polčas z naše strani ni bil dober, drug zelo dober. Ja, to nas že tepe neki cajt, na tem delamo in mislim, da s tem drugim polčasom moramo na tem graditi in to bo naše neko vodilo. Zanima me vaš komentar prvega in drugega zadetka. Pri prvem se je zdelo, da je Cipot zelo lahko prišel v kazenski prostor, skoraj ničega ni zares oviral, pri drugem pa Pejčič skoraj da sam skače in zadane zadetek. Ja, dobro ste opazili. Prelahko proti takem Mariboru, če dobiš taka dva gola, verjetno je veliko težje. Ja, na to smo se trudili fantom, res nimam kaj učitati, dajo vse od sebe na treningih, na tekmah, tako da je pa, se strinjam, da smo prelahko dobili ta dva zadetka. Kot ste že dejali, veliko bolj ste bili zadovoljni z drugim polčasom, verjetno bo to lahko dobro izhodišče za naprej, že za naslednjo tekmo proti Radomljam. Tako je, naslednja tekma nas čaka v soboto, nimamo časa niti biti žalostni, niti veseli, dobro pogledati, analizirati, pripraviti se na tekmo in v soboto na polno. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam.